Dobro jutro vam želim iz mesta Dunaj. Ura je 6:15 in želim vam pokazati, kako živi mesto več kot 2 milijona prebivalci. Zjutraj smo na ringu ali pa v obdobju, to je Kertenring. No in tukaj boste zagledali znamenito Dunajsko opero. Mi se bomo počasi namenili proti Kertenstraße ali Koroški ulici, če jo prevedemo dobesedno v slovenščino. Tukaj je eno od hotelov, znameniti Bristol, da ga pravilno imenujemo. No in tukaj vidite je to operno hišo, tudi garažna hiša, kjer boste za parkiranje in sicer za prvo uro plačali 1,90 evra. Da boste videli, da je to res in se boste lahko primerjali, ko boste plačevali to svoje parkiranje v Ljubljani ali na Kongresnem trgu ali pa tudi v bližini hišnega centra. Bliže Zaloške ceste. No, to je vhod v parkirišče. Tu še enkrat vidite, da je podatek točen. No, zdaj se bomo sprehodili po Kertenstraße. Mi smo rečeno pa štartali s Kertenringa ali pa okrožja. Morda bolj natančen. No, tole je znamenita operna hiša, ki je prav, da vidite tudi, ko ni podarkoja vložena s polno turisti, ampak je praktično vse prazno. Na levi strani, tamle, če bi zavili, bi prišli do znamenitega postavišča umetnin Albertina. No. Tu pa so reklame, kaj vse bodo prihodnje deležni obiskovalci mesta Dunaj v operni hiši. No, tole je tudi eno znamenitejših hotelov, ki ga vsi poznate malenkost drugače. Bolje rečeno poznate ga po znamenitih tortah, to je hotel Zahar. No, tule vidite, kaj se dogaja do 7. januarja v Albertini, ki se nahaja
na koncu te ulice je tamle. Mi smo vam zdaj namenili mimo Zaharja po Koroški cesti, no, in ker je zdaj zelena, bomo skočili čez. In se po tej ulici namenili proti Štefanplatz ali pa Trgu svetega Štefana, kjer stoji znamenita katedrala. Naj povemo, da je ura 5:07 zjutraj in kot vidite, praktično ni videti obiskovalcev. Prva zanimivost, ki vam lahko pokažemo, je ta to kolo, ki se imenuje e-bicikl ali pa e-bike in ki si ga lahko sposodite kadarkoli, kjerkoli in ga lahko tudi na to pustite tam, kjer ga ne rabite več. Vendar oni natančno vejo, kje kolo je, tako da ga ne morete po domače rečeno suniti, ker ga kontrolirajo daljinsko. No, tako je na Kehrterstraße zjutraj okoli 7 ure. Tu je na desni strani znameniti Casino Dunaj, v katerem je pri nekateri tujec in pri nekateri Dunajčan izgubil svoje premoženje, a to je že drugo vprašanje. To je tale, da veste adres. Kehrterstraße je ena od 4 nakupovalnih ulic, kjer boste našli različno raven artiklov. Seveda je najbolj eminentna tista, ki pelje proti carskim palačam v Hoburgu, pa Graben, na to Kehrterstraße in na koncu Mariahilferstraße. No, tole vidite ključke, ki pa žal ne gorijo, ker jih ugasnejo že v polnoči. No, tako, kako že prikazano, tudi tukaj nameščajo časopise in jih prodajajo. Recimo Kronenzeitung stane 1,20 evra, tako si ga vzemite sami in stavijo izdajatelji na vašo poštenost. Ti tovornjaki imajo isto funkcijo kot je rečeno v Ljubljani naši, ko polnijo trgovine izdelki, ki bodo poskušali prodati zbrani množici turistov, ki se pa zagotovo pojavilo tam nekje po 9 uri.
Tu vidite razvani sredstva smeti. Tu pa bodo, kot kaže, postavili danes nekaj posebnega in so se poslitve lotili zgodaj zjutraj. Tam bodo še videli, kaj se kupuje v teh trgovinah. No in to je jutrnji ogled Kärntenstraße, nekaj po 7 uri, če smo natančni, točno ob 7 uri. In kot vidite, žal ni obiskovalcev, kaj še domačinov. Pa tukaj je še eno hotelov, znani hotel Ambasador. No, vidite, dokaz, da je res 7 ure. No, pa si poglejmo eno izložb. Pa treba reči, da tudi Avstrijci dokazujejo, da je treba biti varčen in je le malo trgovin posebej opremljeno z predpraznično razsvetljavo. No, morda vam pokažem ta spomenik, ki je tle na tem zanimivem trgu. To je mini ulica, ki se imenuje Donnergasse. In ti spomeniki so zanimivi. Ker so srednji del tega trga. No, to je natančneje se imenuje ta trg Neumarkt. No, in to so zanimivi trgi, ki imajo tudi veliko tovrstnih dodatkov, kar je eno od teh, ki ga zdaj vidite. No, tukaj bomo se vrnili nazaj na Kärntenstraße. In se počasi naredili proti Štefanplacu ali trgu Svetega Štefana, kakor pa bi bilo bolje in ljubše. Prav, da tudi to slovensko povemo. No, to je trgovina, zanimivo, ki izključno prodajajo artikli izdelane v Avstriji. Izključno. To je ena res takih trgovin, ki lahko najdete v Kärntenstraße. Tu zagotovo ne boste našli drugih artiklov. No,
tule še enkrat podložimo, kar lahko obiščete v Albertini do 7. januarja. Upam, da veste, kaj to pomeni. Pa se napotimo naprej. Po Kerzerstraße, preden se Dunajčani zbudijo in turisti prilezejo iz svojih bivališč, hotelov, prenočišč. Moram pa reči, da so cene na Dunaju v tem trenutku, kar se tiče prenočišč, padle. Recimo za to posteljno sobo z zajtrkom boste poravnali ne prav središče mesta, okoli 209 evrov. To pomeni 25 evrov na osebo. To plačilo z zajtrkom je 5,50 evrov. Toliko, da veste, če se odločite za Dunaj. Ali pa če vam agencija prodaja kaj drugega. Tovrstnih hotelov s takšno ponudbo je na Dunaju na stotine, če ne na tisoče. Mi se počasi približujemo našemu slišnemu mestu in sicer to, kar smo obljubili, to je Štefanplatz. In kot lahko vidite, da se ponovimo, v mestu ni videti ni policije, ni varnostnikov, praktično bega. A zagotovo nekaj šlo in varujejo. Peščane in turiste pred morebitnimi nevšečnostmi. Lepši izraz za kakršnekoli druge neugodnosti. No, vse bližje smo Štefanplatzu. In tam bomo tudi končali svoj posnetek. In to jutranji, tako da ne boste rekli, da smo prišli na Dunaj spat. No, tudi tukaj je en od znamenitih ponudb belega laboda. Napis pa veliko pove. In tudi denarnica, če vstopite v ta lokal oziroma trgovino. No, spoštovani, če se počasi bližamo Štefanplatzu ali Trgu svetega Štefana, kjer bomo svoj posnetek končali in izpolnili svoj namer, da vam pokažemo Dunaj tudi, ko spi. Ker imate vedno občutek, ali pa imamo občutek, da je Dunaj mesto, ki ne spi. Žal, ni tako. Obstaja pa mesto, ki zanj to res velja, da nikoli ne spi. Tisti, ki ste bili v Združenih državah Amerike, recimo v New Yorku, boste to lahko zagotovo potrdili.
No, to je jedna od tako ali srednjih trgovin. In mi vam želimo še, preden zaključimo jutranji posnetek, pokazati to, ker vedno morate videti, če ste v Dunaj prišli, ker pač središče, srce Dunaja, razen Hoburga. Tukaj. Ni natančno v tej ulici, ampak v tem trgu, ki je osrednja znamenitost ob še treh znamenitih katedralah, ampak ta je, kot kaže, najbolj obiskana. Lep dan vam želim. Prvič pa se bomo oglasili iz Schönbrunna, vendar že takrat bo vreme in čas drugačen. Lep pozdrav iz avstrijske prestolnice.